Lepo pozdravljeni. Parkinsonova bolezen je bolezen številnih neznank. Ne vemo natanko, kaj jo povzroča in pri vsakem bolniku poteka drugače. Vsem pa je skupno to, da bolezen napreduje počasi, v daljšem časovnem obdobju in običajno zelo spremeni življenje bolnika in njegovih bližnjih. V Sloveniji je okrog 9000 ljudi s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsonizmi, za katera je značilna zelo različna klinična slika. Zato potrebujejo obravnavo strokovnjakov z zelo različnimi znanji različnih strok. O tem bomo več povedali v nadaljevanju. Že zdaj pa velja izpostaviti vlogo Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami trpetlika, ki že 30 let izobražuje, ozavešča in nasploh podpira tako bolnike kot tudi njihove skrbnike. Ker je bilo predvideno praznovanje 30-letnice ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni v aprilu letos iz znanih razlogov okrnjeno, v imenu društva izrekam posebno dobrodošlico vsem v dvorani in tudi vsem, ki nas po zaslugi Slovenske tiskovne agencije spremljajo na spletu. Z nami v dvorani najprej pozdravljam sodelavce Centra za ekstrapiramidne bolezni na kliničnem oddelku za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Ta center se je pod vodstvom profesorja Zvezdana Pirtoška in diplomirane medicinske sestre Lidije Ocepek začel razvijati že leta 1990. Danes pa so ena najbolj cenjenih zdravstvenih ekip pri nas. Medtem, ko čakamo, da se nam pridruži vodja tega centra, bi vam rada predstavila še enega gosta. Tile cvetlični aranžmaji, ki krasijo našo mizo, niso naključno izbrani cvetovi. Rdeč tulipan je namreč simbol Parkinsonove bolezni po vsem svetu in tudi logotip Evropske zveze Parkinsonovih bolnikov. Tako. Tile lističi, ki rahlo trepletajo spodaj, so pa trepetlika. No, zdaj si lahko predstavljate, kako je društvo trepetlika dobilo ime. Namreč tresavica, tremor v mirovanju, je eden glavnih simptomov, najbolj prepoznavnih simptomov Parkinsonove bolezni. Do te tresavice pride zelo pogosto in izgleda približno tako, kot trepetajo tile listki že ob najrahlejši sapici. No, pa predstavim najprej vse ostale sogovornike. Tukaj ob meni primarij Dušan Flisar, specialist nevrologije, kot smo že rekli, iz Centra za ekstrapiramidne bolezni, kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike v Ljubljani. Pozdravljeni. Potem Nina Zupančič-Križnar, specialistka nevrologije, ravno tako z kliničnega oddelka za bolezni živčevja. In ob njej še docent dr. Dejan Georgijev, tudi specialist nevrologije in z istega oddelka. Tukaj na moji desni je gospod Robert Rajnar, magister zdravstvene nege in strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na tem istem kliničnem oddelku za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Gosti pa nas gospa Cvetka Pavlina Likar, predsednica društva Trepetlika. Izkoristila bom priložnost in povedala, da je gospa Likar od tega ponedeljka tudi članica izvršnega odbora Evropske zveze bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, v kateri Slovenija igra vidno vlogo. Iskrene čestitke ob vašem imenovanju. Hvala. In tukaj nasproti nam bosta breme bolezni za bolnika in za njegovo družino predstavlja bolnik gospod Jože Papež in gospa Helena Fortuna, ki svojega soproga že 13 let podpira v boju s to težko boleznijo. Zdaj se nam je pridružila še profesorica Trošt, ki nam bo opisala bolezen, o kateri danes govorimo. Izvolite. Torej, vemo, da je Parkinsonova bolezen počasi napredujoča bolezen, katere vzroka v bistvu ne poznamo.
profesorica dr. Trošt, kako pravzaprav pride do te bolezni, ki je druga najpogostejša med nevrodegenerativnimi boleznimi za Alzheimerjevo boleznjo? Parkinsonova bolezen je res bolezen, ki je precej pogosta in kljub temu, da je zelo pogosta pri starejših ljudeh. Se vam opravičujem, mislim, da se lahko med tem, ko govorimo, vsak govorec snamemo masko, pa se bomo potem spet nadeli. Kar izvolite, tako da se bomo vsi dobro slišali, ne? Pa mogoče, če ste bliže mikrofon govorili. Hvala lepa za to vprašanje. Kaj povzroča Parkinsonovo bolezen, pravzaprav ne vemo. Vemo zelo dobro, nevrologi, nevropatologi, kaj se v možganih dogaja pri tej bolezni, kakšen je proces možganski, kako se širi skozi osrednje živčevje, kaj je pa tisti prvi kamenček, pri katerem se normalno delovanje živčevja spotakne in začne povzročati kopičenje nekega nepravilno zvitega proteina, kar v končni fazi privede čez mnogo let do kliničnih znakov Parkinsonove bolezni, tega pa žal ne vemo. Tisto, kar vemo, je, da podobno kot pri Alzheimerjevi bolezni prihaja do prekomernega kopičenja nekega proteina, ki mu pravimo alfa-sinuklein, ki je sicer normalen sestavni del osrednjega živčevja, ampak zaradi nekega razloga, ki ga, kot sem že omenila, ne poznamo, se ta protein prekomerno kopiči, se nekako čudno zvija in verjetno povzroča težave v živčevju. Še tega ne vemo, ali ta protein, ki je značilen za Parkinsonovo bolezen, dejansko povzroča težave ali mogoče tiste živčne celice, ki ga imajo, celo ščiti pred nekim načrtovanim samomorom. Se pravi, zelo dobro poznamo sam patološki proces v možganih, ampak kaj ga pa sproži, kaj je tisto, kar ga začne, tega pa nažalost ne vemo in ker tega ne vemo, nažalost trenutno nimamo na voljo zdravljenj, ki bi bila usmerjena točno proti temu začetku bolezni, ampak so vsa zdravila, ki jih imamo na voljo, k sreči pa jih imamo kljub samo veliko simptomatska, se pravi, lajšajo težave, ampak vzroka samega pa ne zdravijo. Kateri pa so tisti najpogostejši simptomi, oziroma kako se ta bolezen izraža pri bolnikih? Bolezen se začne oglašati že dolgo časa, oziroma ponavadi vrsto let, preden bolnik prvič stopi do zdravnika, bodisi da je to osebni zdravnik, bodisi da je to nevrolog ali pa kater drug specialist. O teh težavah nam bolniki povedo, ko jih srečamo in jih sprašujemo za nazaj. Ampak tisto, kar bolnika privede običajno do nevrologa, je upočasnjeno gibanje. Bolniki postanejo bolj počasni, ko grejo na sprehod s partnerjem, opažajo, da zaostajajo, lahko vlečejo kakšno nogo za seboj. Hitreje pridejo do nas tisti, ki se bolezen kaže zgodaj za tresenjem, kajti tresenje je nekaj, kar se vidi in bolnike moti, prestrašijo se. Z napredovanjem se pojavljajo tudi težave z ravnotežjem, ki jih bolniki čutijo pravzaprav že zgodaj, ampak ne v smislu, da bi padali. Ampak kot sem že rekla, že vrsto let pred tem se bolezen oglaša. Oglaša se z tako imenovanimi nemotoričnimi težavami, negibalnimi težavami, ki so sicer glavni podpis Parkinsonove bolezni. In to so motnje spanja. Ena specifična motnja spanja, v kateri človek v spanju medtem ko živo sanja, ponavadi so te sanje neprijetne, ogrožajo bolnika, človek govori, kriči, brca naokrog. Ta tako imenovana motnja faze spanja REM je zelo, zelo močan dejavnik tveganja za razvoj Parkinsonove bolezni ali pa ene od podobnih bolezni in ljudje, ki to motnjo spanja imajo, praktično v 100% razvijo eno bolezen Parkinsonovo ali pa njej podobno. Potem so težave z razpoloženjem. Veliko bolnikov naših najprej obišče psihiatra, kajti postajajo depresivni, tesnobni. Tudi to je lahko prvi znak Parkinsonove bolezni. Nekateri ljudje izgubljajo voh, imajo težave s prebavo, postanejo zelo zaprti. Te zgodnji znaki nevrologom in zdravnikom tudi pomagajo pri diagnostiki, kajti če je nekdo malo počasen, se malo trese, ni nujno, da ima Parkinsonovo bolezen, ampak če pa tudi slabo spi, pa je zaprt, je pa to že nekaj, kar našo diagnostično tehtnico prevesi v smer Parkinsonove bolezni. Primarij Flisar, katere skupine prebivalstva Parkinsonova bolezen najpogosteje prizadene? Ali pa mogoče tudi, če je geografsko, ki je pogostejša? Starost je verjetno najpomembnejši dejavnik za nastanek Parkinsonove bolezni. Tako da bolezen običajno začenja po 60. letu, takrat zajame 1% populacije.
vendar lahko začenja tudi prej. So mlajši bolniki tudi pred 50 letom, ti predstavljajo pravzaprav 4% vseh bolnikov za Parkinsonovo boleznijo. Potem za starost je pa seveda procent tudi narašča in tam pri 85 letu je potem že 5% starostnikov prizadetih zaradi te bolezni. Ne opažamo pravzaprav nekega jasnega geografskega področja, ker bi bilo to pogosteje. Je pa res, da neke natančnejše študije pri tem nismo naredili. Dalo bi se to pogledati, vendar je Slovenija toliko majhna in nima nekih zelo omejenih področij, kjer bi lahko teoretično neki zunanji dejavniki, kot govorijo študije epidemiološke, recimo neka področja, kjer se uporablja velika količina pesticidov, povzročalo takšno stanje. Je pa tudi res, da seveda ti pesticidi prihajajo v vodo, ki pa je v Sloveniji relativno dobro kontrolirana. Tako da nekih jasnih področij ali žarišč v Sloveniji ne zaznavamo. Ta ocena, da je v Sloveniji okrog 9000 bolnikov, se vam zdi ustrezna? Ja, epidemiološki raziskav pri nas nismo naredili zaradi majhnosti. Registra zaenkrat še nimamo vzpostavljenega, tudi ta informacijski sistem, ki je v Sloveniji, ni poenoten v tej fazi. Res pa je, da IEZ ima evidenco izdanih zdravil in oni so naredili na osnovi tega nekakšno epidemiološko analizo, kjer na osnovi receptov sklepajo, da je pacientov približno 9000. Mogoče številka malo manjša zaradi tega, ker ta zdravila uporabljajo še nekateri drugi bolniki. Iz epidemioloških študij v tujini pa sklepamo, da bi moralo biti bolnikov najmanj 7 do 8000 ali celo več. Tako da ta ocena približno drži. Hvala. Vemo, da je diagnozo Parkinsonove bolezni potrebno postaviti čim prej, pa prosim neurologinjo Nino Zupančič-Križnar, da nam našteje mogoče malo bolj podrobno te prve simptome, ki so tisti opozorilni znaki, zaradi katerih se velja odpraviti k zdravniku. Hvala lepa. Kot je že profesor Troštova prej omenila, nevrologi se običajno srečamo z bolnikom, pri katerem posumimo na Parkinsonovo bolezen takrat, ko opazi te motorične simptome. Se pravi, prvi najbolj pogost in viden navzven, ne samo pri bolniku, pogosto že pri svojcu, je tremor oziroma tresenje in značilno za to vrstno tresenje je, da se bolnik trese običajno takrat, ko miruje. Recimo sedi pred televizijo in običajno svojc opazi, da se mu trese roka. Ponavadi zelo tipično kot pri štetju denarja. Čim se pa to se začne bolnik gibati oziroma upravljati s to roko, pisati karkoli ali pa delati, tresenje običajno izveni. In to je tudi tisti znak, zelo tipičen opis tresenja, pri katerem nevrolog lahko že kar hitro postavi diagnozo, če gre za vprašanje tudi druge vrste enega običajnega tresenja, kot je esencialni tremor, ki je seveda vse bolj pogostejši kot pa parkinsonski tremor in ki pa bolnika seveda prestraši. Se pravi, tresenje je tisti prvi znak, motorični znak. Pogosto so taki bolniki postanejo s časoma, lahko v nekaj mesecih ali pa že hkrati tudi bolj počasni, okorni, pri hoji zaostaja kakšna noga, ne morejo več loviti partnerja pri sprehodu, lahko se spotikajo, običajno je prizadeta ena stran bolj kot druga in zaradi tega tudi lahko pride do kakšnih poškodb. Postanejo okoreli, tihi, recimo tudi govor, vemo, da je motorična funkcija, govor postane lahko tih, zabrisan, mimika se zelo pogosto spremeni, ni več tako živahna in bolnik navzven izgleda tako rekoč žalosten, depresiven in ta izgled včasih pomotoma bolnik zaradi tega izgleda in ker postane tudi tih, mnogi pravijo, ja, je postal depresiven in namesto k nevrologu prvič obišče psihiatra, naprimer. Seveda so tudi drugi specialisti, bom rekla, imajo zdaj že tudi oko, če tako rečem, za nevrološke bolezni, predvsem psihiatri, s katerimi
bom rekla, sodelujemo in včasih je bila nevrologija in psihiatrija sta bile povezane in vemo, da je to bolezen možganov, tako razpoloženjske motnje kot motorične motnje. No in poleg teh motoričnih znakov, zdaj sem zajadrala že v tisto nemotorično smer, o kateri je profesor Troštova govorila in ki nas lahko včasih zavede in bolniki zaradi teh številnih nemotoričnih težav v prvi meri ali depresije, ali tesnobe, ali motenj spanja, o katerih je profesorca prejle govorila, lahko zaidejo k enemu drugemu specialistu, pa se s časoma te motorične simptomatika prikaže. Potem drug en zelo pogost nemotorični simptom, zaradi katerega tudi obiščajo zdravnika, specialista, ponavadi druge stroke, naprimer revmatologa ali pa ortopeda, so bolečine. Bolečinski sindromi so zelo pogosti, bom rekla, nemotorični simptom, ki spremlja take bolnike že pred nastankom motenj gibanja, teh okorelosti, počasnosti, tresenja. Potem pri moških zelo pogosto težave z uriniranjem, spolne motnje, predvsem erektilna motnja, o kateri se tudi, bom rekla, bolj malo govori, bolniki težko o tem tudi spregovorijo, ravno tako svojci. Se pravi, tudi k urologu včasih tak bolnik prej zaide kot k nevrologu. Ne smemo tudi pozabiti kakšnih omotic, srčnih obolenj, takih kolapsov temu rečejo in taki bolniki se lahko zaradi nihanja krvnega tlaka, ki privede do omotic, lahko znajdejo na urgenci, preden pride k nevrologu, ker ta avtonomna motnja temu rečemo, ki se kaže predvsem lahko z nihanjem krvnega pritiska, naprimer lahko je že eden izmed prvih simptomov nemotoričnih Parkinsonove bolezni. No, o simptomih, kako so se soočali z njimi, kako so se soočali z diagnozo, samo boleznjo, ne bodo seveda največ lahko povedali bolniki sami. Ogledali si bomo video prikaz osebnih zgodb 3 bolnikov z Parkinsonovo boleznijo oziroma malček tudi njihovih svojcev. Prosim. Moje srečanje s Parkinsonovo boleznijo se je začelo leta 2005. Šlo pa je za nekakšno omrtvičenje, mravljinčenje po levi strani, ki se je pojavljalo, izvenelo, pojavljalo in se počasi selilo tudi na desno stran. Potem se je začela nespečnost kot prvi znanilec. Zbudil sem se ob 1 zjutraj in ne več zaspal. Potem sem izgubil voh. To je bilo prava katastrofa, ko ne vohaš več nič. Pravijo, to diši, ono diši, ti pa nič ne vohaš. Ko sem nekega dne prišel v službo, me je začelo enostavno trest. Leva roka mi je začela tako intenziteto, da sem vse papire razmetal in jih nisem mogel več zložiti. Ko sem prišel v nevrologu, sem stopil skozi vrata in mi je že napovedal neko ekstrapiramidno motnjo. Skratka, naj bi bila to neka Parkinsonova bolezen, ki se bo razvila. Dejansko pa je že bila razvita, kajti potem je šlo zelo hitro naprej. Na koncu leta 2018 sem bil povabljen v bolnico, kjer so mi opredelili, da sem zelo primeren kandidat za to globoko možgansko operacijo. Mislim, da sem novembra 2019 prišel v bolnico, kjer so me nekaj dni spremljali, delali razne variante, kaj, kako. In potem so rekli, operacija bo, mislim, da 26. novembra. Operacija je bila za mene zelo primerna. Razlika je bila neverjetna. Leva roka se ni tresla, glas je bil povrjen. Skratka, bil sem ko nov. Jaz sem bil zelo vesel, ko sem šel na operacijo. Kljub temu, da sem se malo bal, pa nekaj dosti, ker sploh nisem razmišljal, kajti če bodo pomagali, bodo, če ne bo pa tako stanje, kot je. In uspelo mi je. Uradno diagnozo je dobil mož pri 13 leti, ko je bil star 62 let. Znaki so bili pa že očitno kar precej časa prej.
En takih je bil, da si ni znal zavezati kravate in prvič sva pa ugotovila to pri plesu, ker ni mogel več slediti korakom. Naslednjih 5 let je bilo kar znosno, bil je še v službi, delal je, kasneje pa se je začelo slabšati in po 8 letih je dobil črpalko. Ta mu pač omogoča, da dobiva zdravilo kontinuirano. Življenje se je precej spremenilo, sva vezana na to, da pač težko hodiva okrog. Najhujše je to, da se pač ne morava udeleževati nobenih kulturnih prireditev, ker ne more niti se usesti v klop ali v sedeže. Drugače pa poskušava živeti čim bolj normalno. Kako sem opazil simptome? Dejansko nič drugače kot pri hoji. Hoja je postajala okorna, desno nogo mi ni bohala, to se pravi, sem vlekel za seboj. Ko sem septembra prišel v službo, me je sodelavka na to opozorila in je rekla, da je pač spet k zdravniku, pa sem odlašal. Tako da so se enkrat usedla v računalnici v računalniku in so napisala pismo na nedovrnet, na kar dobim odgovor, da ne grem k nevrologu. Šel sem po napotnico k svojemu zdravniku, nesel napotnico nevrologu in ta pravi, med vrati tako rekoč diagnozo pove, prav Parkinsonova bolezen. Ob diagnozi sem dobil zdravilo, ki se je nekako osnova za parkinsonizem. Potem sem pa dobil še drugo zdravilo, ki je pa pač pomagalo, da so nevroni v možganih razvili dovolj dopamina. Nevrologinja mi je predlagala eno od vrst zdravljenja, to je s črpalko ali pa z operacijo. Odločil sem se za operacijo, ki sem jo tudi izvedel novembra lansko leto, 2019. Moram reči, da po operaciji se počutim boljše, ni pa še dobro. Človeku, ki je dobil diagnozo, bi svetoval, da se najprej poskuša vključiti v društvo Trepetlika. Ko si sam med svojimi, je veliko lažje. Vsem bi tudi svetovala, da upoštevajo vsa navodila svojih nevrologov in da jim tudi zaupajo, ker brez njih bo življenje veliko težje. Nekomu, ki je danes dobil diagnozo, bi svetoval najprej, da naj prepriča sam sebe in ostale, da je še vedno vredno živeti, da se včlani v društvo, kjer bo prišel v stik z ljudmi, ki so pač močnejši oziroma del časa bolniki, da mu bodo svetovali, predvsem pa, da bo dobil informacije. Te informacije si bom rekel, kar izmenjavamo, noben nič ne skriva, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Kajti samo s tem, ko si osveščen, pomagaš sebi in pomagaš drugim. Kot ste slišali iz ust naših bolnikov, se diagnoza postavi zelo različno. Zdaj je odvisno, ali so v ospredju motorični simptomi ali pa ta nemotorični simptomi. In kot ste tudi že slišali od 2 bolnikov, čim sta prvič prišla že v razviti motorični sliki, če tako rečem, skozi nevrološka oziroma čez vrata nevrološke ambulante, je že pravzaprav nevrolog ob vstopu diagnozo vse postavil. In zdaj, kdaj bolniku pa povedati, da ima Parkinsonovo bolezen?
Potrebno, zdaj, če smo prepričani zagotovo in to običajno takrat, ko zdravnik že ob samem pregledu brez dodatnih preiskav posumi in zdravniku predpiše ustrezna zdravila in značilno je, če gre za ta pravo, bom rekla, Parkinsonovo bolezen, da se že na prvo zdravljenje zelo dobro odzove in to je tisti ključ, ki nam dodatno potrdi, da gre za Parkinsonovo bolezen in bolniku je potrebno to diagnozo povedati čim prej, ga čim prej zdraviti. Zakaj? Predvsem zato, ker zdravili olajšamo življenje, izboljšamo kvaliteto, to so zdravila, ampak kaj pa ostalo? Tukaj je zelo pomembno, kar so tudi vsi naši bolniki in gospa Fortuna povedala, to ozaveščanje o bolezni, ker gre za kronično bolezen, neozdravljivo, ki bolnike spremlja potem do konca življenja, da jo pač sprejmejo, da z njo živijo in s tem sprejemanjem bolezni, če vejo, kako bo bolezen potekala, na kaj se morajo pripraviti, da imajo stike z drugimi, veliko lepše zdravljenje poteka, manj je zapletov in pripravljeni so na možne te napredovale faze, o katerih bomo kasneje tudi govorili. Tako da je to ozaveščanje zelo pomembno, predvsem pa, da bolniku ne pustimo, da ima v sebi ta strah, ker stigma oziroma Parkinsonova bolezen, kdor to diagnozo sliši, pa da gre brez ene informacije, kaj to je, ali se je treba tega biti, če gre s tem občutkom iz ambulante, ne bo v redu, lahko se poglobi tako depresija, tako tesnoba, ker še vedno predstavlja ta diagnoza in tak strah med ljudmi. Jaz zelo rada bolniku, ko povem za to diagnozo, vsem povem, da kaj pa, če bi vam rekla, da imate sladkorno bolezen, recimo, tako kot Parkinsonova bolezen, kronična bolezen, ki če je nezdravljena, lepo kontrolirana, tudi lahko v hude zaplete vodi. Tako da ravno tako je Parkinsonova bolezen, če jo dobro spoznamo, če jo ustrezno zdravimo, lahko zelo lepo dolga leta kontrolirana. Docent doktor biologije, kako pa poteka diagnosticiranje, katere preiskave pri tem uporabljate? Veliko je bilo rečeno v bistvu do zdaj, kako pravzaprav diagnosticiramo Parkinsonovo bolezen, ampak je tako... Se opravičujem, mislim, da pa smo dosti bolje razumeli. Ja, se opravičujem. Hvala. Veliko je bilo povedano v bistvu, kako diagnosticiramo bolezen. Diagnosticiramo na podlagi motoričnih simptomov in predvsem gre za klinično diagnozo. To pomeni, da za diagnosticirati Parkinsonovo bolezen ne rabimo nobenih dodatnih preiskav. Seveda razen v primerih, pri katerih moramo recimo ločiti od drugih oblik parkinsonizma. Se pravi, ko govorimo o Parkinsonovi bolezni, mi govorimo o tisti tako imenovani idiopatski Parkinsonovi bolezni, ki se kaže recimo za bradikinezijo kot glavni simptom plus recimo tremor v mirovanju ali pa rigidnost v nekaterih primerih tudi motnja ravnotežja. Moramo jo pa seveda recimo ločiti od drugih oblik tremorja, od drugih oblik parkinsonizma in tako naprej. V tem primeru se lahko recimo poslužimo z magnetno rezonanco glave oziroma z velikokrat z nuklearno-medicinskimi preiskavami, kot je FDG5 možganov oziroma DAT scan možganov. Hvala. Nekaj smo že spregovorili o tem psihološkem vplivu na bolnikovo življenje in njegovo družino. Jaz bi se rada tukaj še enkrat zahvalila vsem bolnikom, ki ste sodelovali pri snemanju te video zgodbe, da bomo res ozavestili javnost, kaj pomeni življenje s Parkinsonovo boleznijo. Bi pa prosila gospod Fortuna, naj nam malo pojasni, kako je Parkinsonova bolezen vplivala na življenje vaše družine, vaše življenje. Ja, glede na to, da sem poznala Parkinsonovo bolezen, ker sem poznala gospoda, ki jo je imel, me je ob tej diagnozi zmrazilo. Mož se ni preveč sekiral zaradi tega, zdravniku je celo rekel, hvala, potolažili ste me. Zame je bilo pa to kar hudo. Počasi se je začelo spreminjati,
zdravstveno stanje in ko sva dobila prva zdravila, so rekli, če bo po enem mesecu bolje, potem to pomeni, da je Parkinsonova bolezen. No in to se je tudi zgodilo in nekaj časa je bilo boljše, potem pa se je začelo slabšati. Bil je vse bolj slab, ni mogel več delati, ni bil zmožen nobenih del na vrtu, ne v hiši, ni mogel priviti nobenega vijaka, v glavnem vse je padlo name in kmalu je prenehal potem tudi z vožnjo avtomobila zaradi varnosti na cesti. Tako sva pravzaprav postala vedno bolj omejena pri najinem dosedanjem življenju. Edino, kar nam je ostalo, so bila še križarjenja, kjer je bil pravzaprav se je zelo dobro počutil, ker tresenje motorja na ladji mu je zelo prijalo. In potem seveda se je tudi to končalo, ker zdravje je pešalo. Najhujše pravzaprav je bilo tudi to, da se ne morava več udeleževati kulturnih in družbenih dogodkov, pa ne samo zaradi fizičnih preprek, ampak tudi psihičnih. Po uvedbi duodope, to se pravi črpalke z duodopo, se je stanje zelo spremenilo na bolje. Spet je začel prebirati knjige, ker vse življenje je bral in potem naenkrat ni nič več se zanimal za nič in potem je spet vzel v roke knjige in zelo, zelo intenzivno prebiral. Tako no in to še zdaj dela. Imava tudi dva otroka, ki nama tudi pomagata pri težavah, čeprav ne živimo skupaj, ker to malo otežuje. Name pa seveda vpliva to, da tudi premalo naredim zase, ker enostavno ga ne morem pustiti samega, zaradi tega, ker ves čas pada in tudi kolabira. Ko izgubi zavest, ga je zelo težko in pobrati, ker je to mrtva teža in je zame to zelo težko. Tudi psihično je kar problem, ker sem postala malo brezvoljna, ni mi več za iti ven. Čeprav sem v začetku to zelo pogrešala, sem se zdaj kar nekako vdala v to usodo, da sem pač doma. Greva sicer ven, trudiva se, da bi kolikor toliko imela še normalno življenje, vendar sva vezana pač na voziček, tako da to vse pač omejuje. Edino, kar nama pomaga, je električen skiro, električen skuter, tako da greva lahko vsaj na sprehod skupaj. Hvala vam za to iskreno zgodbo. Čeprav je življenje težko, pa sem jaz pri vama najprej opazila to, kako uporabljata dvojino. Midva imava bolezen, midva imava zdravilo, midva. In to vas najbrž lahko prepriča v to ogromno podporo, ki jo gospa Helena nudi svojemu možu, ki je tudi, kot vsi nevrologi so že in tudi bodo vsi moji sogovorniki poudarili, ta izreden pomen podpore najbližjih oseb v bolnikovem življenju. Hvala za enkrat. Doktorica Zupančič Križnar, katere oblike zdravljenja poznamo in katere sploh izberete pri posameznih bolnikih?
Kot smo že slišali, ima Parkinsonova bolezen zelo veliko obrazov in tudi vsak bolnik je tukaj unikat, bom rekla. Ne? Eni imajo več motoričnih simptomov, drugi več nemotoričnih. Pri nekaterem se bolezen začne običajno okrog 60. leta, drugi zboli po 80. letu. Imamo pa tudi seveda mlajše bolnike in lahko za Parkinsonovo boleznjo zboli tudi nekdo, ki je star 30 let. In je zdravljenje seveda zelo prilagojeno, se pravi ne samo starosti, ne različni paleti simptomov, od teh nemotoričnih, motoričnih in seveda tudi zaposlitve, tako da vedno skupaj z bolnikom, bom rekla, kaj bolnika najbolj moti, se odločimo tudi za zdravilo. Vedno posegamo najprej po zdravilih, ki nadomeščajo ta dopamin, pri kateri v možganih manjka, in zdravila ali oponašajo dopamin v možganih oziroma ga nadomeščajo, se pretvorijo v možganih v ta manjkajoči dopamin in s tem lahko izboljšamo v prvi meri vse te motorične težave. Po drugi strani pa ima dopamin pomembno vlogo tudi pri nemotoričnih znakih. Vemo, da je depresija lahko odvisna tudi od količine dopamina in se mnogim bolnikom že za temi motoričnimi zdravili lahko izboljša tudi ta razpoloženjska simptomatika. Na drugi strani pa bolniki, ki imajo tudi kakšne druge težave, če se ta depresija ne pozdravi z dopaminom, moramo poseči tudi po psihiatričnih zdravilih, po antidepresivih. Nenazadnje, ko bolezen napreduje, tudi po antidementivih, ker bolezen z leti privede lahko tudi do demence v skoraj 80% bolnikov. In v napredovali fazi posežemo tudi po takih močnejših zdravilih, ki zdravijo tudi, bom rekla, psihoze, te privide, ki so lahko spremljevalec napredovale bolezni. Lahko posežemo po zdravilih, ki uravnavajo krvni tlak, da bolnik ne pada skupaj, tako kot ste slišali pri gospe Fortuna, ki je opisovala to težko sliko napredovale Parkinsonove bolezni. Tudi zdravil za Parkinsonovo boleznijo imamo malo morje, tako da se zelo individualno odločimo, katerega bomo uvedli, in tudi sam potek bolezni kliče po spremembah zdravil. Tako da tekom bolezni mi pogosto prilagajamo odmerke zdravil oziroma se tudi odločamo za te naprednejše kontinuirane terapije, o katerih bomo kasneje govorili. Kot je povedala gospa Fortuna, je bolezen pri njenem možu prvih 5 let napredovala počasi. Tem obdobju, ko bolezen še ne obremenjuje pretirano življenja bolnikov, rečete honeymoon, medeni tedni. Kako poteka to napredovanje bolezni in ali je to nekaj, kar morajo pričakovati vsi bolniki? Spet bom rekla, ne vemo, kako bo. Vsak bolnik, ko me vpraša, jaz odgovorim, ne vem, kako bo šlo. Zelo individualno. Nekatere oblike bolezni grejo lahko v tak hiter potek, lahko že po 3-5 letih preidemo v tako imenovano napredovalo fazo z enimi motoričnimi in takimi nemotoričnimi nihanji, ko je treba izredno prilagajati zdravila in se lahko že v teh fazah odločamo za to napredna zdravljenja. Druge oblike so pa lahko zelo blage, in nekdo se lahko samo trese, pa niti ni toliko okoren, pa nima nobenih hujših teh psihičnih težav, naprimer, ali drugih pridruženih tudi praktično 10-20 let in normalno živi z malo tremorja. Tako da je več oblik bolezni, ki jih ne moremo napovedati. In ta honeymoon oziroma te medeni tedni spet lahko zelo različno trajajo, od 2-3 leta tudi do 8-10 let. Tako da kakšnega recepta ni. No, tukaj bi sam še dodala, ta pomemben doprinos, nisem tukaj ne samo farmakološkega zdravljenja z tabletami oziroma v bližji črpalkami, je tukaj zelo pomembno to nefarmakološko zdravljenje. Se pravi, vsakemu bolniku že ob začetku diagnoze postaviti pomen tega, bom rekla, gibanja in ostalih terapij komplementarnih, o katerih bomo govorili. To bom pa prosila primarij Flisarja, če nam popišete, kaj poleg zdravil še sestavlja obravnavo te bolezni.
strani govorcev in tudi svoj gospe, ki je povedala osebno izkušnjo družine za to boleznijo. Skratka, vidimo, da je Parkinsonova bolezen kompleksna bolezen, ne samo kronična bolezen. Ta zajame tako motorične simptome. In tukaj ne povem, da je to tudi ena čudna bolezen v tem smislu, da ne bi dobili slike samo, da je to zdaj upočasnjenost in tresenje. To se pojavlja na začetku in potem to stanje lahko do neke mere kontroliramo. No? Potem z leti, ko napreduje, se pojavlja ta neodzivnost na terapijo in v zadnji fazi potem pridemo v neko paradoksno stanje, tako da so ti bolniki prekomerno in nekontrolirano gibljivi. In to je potem faza, ki zahteva potem napredna zdravljenja. Tako da na kliniki pri nas sprejmemo v obravnavo pretežno bolnike v tej napredovali fazi. In koncept pri nas je pravzaprav multidisciplinarna obravnava, kajti ne gre samo za motorično, gre tudi za socialno problematiko, gre tudi za psihiatrično, psihološko, nemotorično. In to zahteva potem obravnavo različnih strokovnjakov, ki jih na kliniki imamo, tako da mi vključujemo psihologa, psihiatra, imamo sedaj logopeda, fizioterapeute, delovne terapeute, tudi socialnega delavca. Seveda izredno pomembna edukacija sestrskega kadra. Imamo srečo, da smo uspeli docirati in jih še dociramo sestre, ki te bolnike lahko bolje obravnavajo, pravzaprav pri tem pomagajo in v končni fazi tudi vključitev nevrokirurgov, ko prihajamo v takšno fazo, da so bolniki kandidati za operacijo. Pomembno predvsem razen motoričnih oziroma zdravljenja teh motoričnih simptomov pa je seveda tudi izobraževanje. Tukaj ima veliko vlogo društvo Trepetlika, predvsem poskušamo nekako ozavestiti svojce, bolnike o poteku bolezni, možnosti zdravljenja, drugih stvari, ki jih lahko upravljajo glede fizične aktivnosti, športne aktivnosti, glede uravnotežene prehrane, kar v bistvu vse nekako olajša življenje tem bolnikom. Mislim, da ste mi omenili v pogovoru, da so bolniki že sami ugotovili ugoden vpliv igranja namiznega tenisa na potek njihove bolezni. Ja, pravzaprav se je začela nekakšna iniciativa se strani bolnikov samih. Za bolezen je značilno tudi to, da problem je neke spontane aktivnosti gibalne. In možgani imajo takšno delovanje, da se pri teh bolnikih, da so pa zelo lahko odzivni na nek zunanji stimulus. Tako da ti bolniki potem recimo imajo težave pri raznih ovirah, pri prehodu skozi vrata in podobne stvari. Po drugi strani zunanji stimulus omogoča ponovno začetek gibanja. In namizni tenis je ravno nekakšna igra, kjer ta žogica, ki prihaja, povzroča nek zunanji stimulus. In ti ljudje, ki pridejo do mize komaj, se gibljajo, potem tam preklopijo na nek drug program. In izgleda, da je ta šport mogoče celo idealen za te bolnike, tako da se vzpostavlja celo neka mreža igralcev Parkinsonove bolezni v Sloveniji z veliko ambicijo, da bi se to potem razvilo tudi kje drugje. Zanimivo. No, primarij Flisar je poudaril vlogo medicinske sestre oziroma zdravstvenika, specializiranega za zdravljenje Parkinsonove bolezni, ki na kratko mu rečete parkinsonska sestra. Gospod Rajnar, kakšna je vloga zdravstvene nege pri obravnavi bolnikov s Parkinsonovo boleznijo? Ja, dober dan, pozdravljeni. Še vas prosim, da si masko s nami. Ja. Nova znanja, nova zdravljenja in vse bolj interdisciplinarni pristop pri obravnavi Parkinsonove bolezni zahteva od vseh članov tima vedno več znanja. Uspeh kvalitetne zdravstvene nege je odvisen predvsem od tega, ali pacient razume bistvo same bolezni, logiko zdravljenja in ali je tudi sposoben prepoznati včasih zelo hude neželene učinke zdravljenja. Medicinska sestra oziroma zdravstvenik s specialnimi znanji z področja oziroma z dodatnimi znanji z področja motenj gibanja in s tem Parkinsonove bolezni mu je lahko pri tem v veliko pomoč.
Da bi se zdravljenje bolezni lahko vključili tako pacienti kot oskrbovalci, jih moramo poučiti in v sodelovanje povabiti čim prej, nujno pa v nadaljevalni, torej kasnejši fazi bolezni. Vloga specializirane medicinske sestre in zdravstvenika, ki sodelujeta pri obravnavi pacienta, vključuje tako organizacijski kot strokovni vidik. Prav tako imamo pomembno vlogo pri koordiniranju pacientovih obveznosti, kar se tiče zdravljenja, predvsem pa pri vzpostavljanju kvalitetnih odnosov in komunikacije. Bi celo izpostavil, da je medicinska sestra oziroma zdravstvenik vedno nek vezni člen med vsemi člani tima, družino in samim pacientom. Ampak pa se ta vloga medicinske sestre z napredovanjem bolezni spreminja, ne? Ja, res je. Zdaj vezano na samo bolezen bi lahko tudi vlogo medicinske sestre zdravstvenika opredelili na dve vlogi, torej v začetni fazi, kot smo slišali prvih nekaj let po postavitvi diagnoze, je ta vloga predvsem, edukativna, pacienta nagovorimo in tudi skušamo vključiti skrbnike, jih poučimo. Na tej točki je zelo pomembno, da jih seznanimo s podpornimi programi, z društvom Trepetlika in jih spodbudimo, da čim bolj normalno, če se lahko tako izrazim, nadaljujejo svoje življenje. Seveda v napredovali fazi pa tudi ta vloga medicinske sestre, zdravstvenika postane veliko bolj široka. Potrebno je presoditi, koliko pacient o bolezni že ve, kakšno je njegovo razumevanje, pa tudi kakšen je njegov odnos do same bolezni. Pri tem medicinska sestra lahko zelo pomaga. Je pri nas ta vloga medicinske sestre dobro urejena na področju Parkinsonove bolezni ali še kaj, kar bi lahko nadgradili? Zdaj ta vidno vlogo medicinske sestre z področja motenj gibanja je v Sloveniji zelo, ima dolgoletno tradicijo, s tem pa tudi zelo veliko akumulacijo znanja in izkušenj. Že v 90-ih letih prejšnjega stoletja je profesor dr. Zvezdan Pirtušek po vzoru tujih medicinskih sester iz Velike Britanije zasnoval ta model medicinske sestre z dodatnimi znanji z področja motenj gibanja, ki ga je uspešno gradila in začela prva medicinska sestra v vzhodni Evropi in tudi v Sloveniji, gospa Lidija Odcepek. Njeni kolegi in kolegice pa ta znanja in to področje seveda nadaljujemo. Zdravstvena nega je tako postavila dobre temelje strokovne zdravstvene nege in oskrbe in zapisali smo se v sam svetovni zemljevid. Hvala. Kot smo lahko prej videli v filmu, sta tako gospod Papež kot tudi gospod Mohorič prestala nevrološko operacijo, globoko možgansko stimulacijo. Docent dr. Georgijev, v kateri fazi bolezni jo priporočate in kako poteka, če nam malo nam laikom opišete? Pa masko spet. Globoka možganska stimulacija je pravzaprav en načinov zdravljenja te pozne faze Parkinsonove bolezni. Se pravi, tle so tudi še dve zdravljenje z črpalkami. Eno je, se pravi, kontinuirano dovajanje levodope za pomočjo ene črpalke, ki se reče duodopa, in pa druga je apomorfinska črpalka. Zdravljenje v bistvu se začne v ambulanti za kontinuirano zdravljenje Parkinsonove bolezni. Tle pravzaprav bolnike konziliarno pogledamo vsaj dva nevrologa in se pravzaprav po pogovoru in po pregledu bolnika v bistvu odločamo skupaj z bolniki in z svojci, ki imajo precejšno zelo pomembno vlogo pri izbiri zdravljenja, tudi o tem, kateri način zdravljenja najbolj ustrezen za določenega bolnika. Tako kot smo večkrat pravzaprav poudarili, je pristop k zdravljenju Parkinsonove bolezni precej individualen. Ni dveh enakih bolnikov z Parkinsonovo boleznijo.
Če se vrnem nazaj na tisto vprašanje o globoki možganski stimulaciji, se pravi, svetujemo v fazi, ko v bistvu so dovolj izraženi simptomi oziroma zapleti dolgoletnega, dolgotrajnega v bistvu zdravljenja Parkinsonove bolezni z zdravili, ki jih dajemo v bistvu pulzatilno, in zaradi tega se pojavijo težave. Dr. Fliser je pravzaprav povedal, da se pojavi recimo ena taka relativna neodzivnost pacientov na levo dopo, pojavijo se diskinezije, pojavijo se recimo simptomi izvenevanja in tako naprej, stopnjujejo se tudi nemotorični simptomi. In takrat svetujemo, da v bistvu recimo določenim bolnikom, da pač opravijo operacijo. Stimuliramo pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo predvsem eno jedro, ki se mu reče subtalamično jedro. Obravnava pa poteka tako, da najprej naredimo magnetno rezonanco glave po posebnem protokolu, saj moramo natančno opredeliti lokacijo vstavitve elektrode, se pravi subtalamično jedro. Na to je potek preoperativne obravnave, ki traja približno en teden, ko v bistvu naredimo natančno, zelo natančno evaluacijo motoričnih in nemotoričnih simptomov in so bolniki v bistvu vključeni v obravnavi v pač našem multidisciplinarnem timu v Centru za ekstrapiramidne motnje. Na to pa je operacija, ponavadi naslednji teden ali pa po dogovoru z nevrokirurgom, ki pa poteka pri nas v budnem stanju, to pomeni, da so bolniki budni med samo operacijo. Mi v timu za ekstrapiramidne bolezni oziroma v tem ožjem timu za globoko možgansko stimulacijo v bistvu izvajamo tudi tiste nevrofiziološke meritve med operacijo, se pravi, delamo take precej sofisticirane načine snemanja signalov iz možganov in pa tudi medoperativno testiranje in na ta način v bistvu zelo natančno opredelimo lokacijo samega subtalamičnega jedra. Na to so bolniki po operaciji, se pravi oboje stranske operacije na eni in na drugi strani, ker v tej fazi je bolezen v bistvu že precej taka bilateralna oziroma simetrična. Na obeh straneh se pa jih premestijo na oddelek navadni in že isti teden ponavadi pridejo na nevrološko kliniko. Za stimulacijo pa začnemo ponavadi 2 do 3 tedne recimo pozneje, potem, ko se v bistvu stanje nekoliko umiri, saj pač v fazi, ko so prisotni, ko po operaciji, takoj po operaciji se pač lahko pojavi učinek mikrolezije, tako mi temu rečemo. Tako da pač čakamo, da se stanje stabilizira, pa začnemo z stimulacijo in potem pa pač normalno sledenje oziroma spremljanje teh bolnikov v ambulanti za kontinuirano zdravljenje. Razumem. Gospod Papež, vi ste rekli, da ste se po tej operaciji počutili kot nov. Katere so tiste največje razlike, ki jih opažate, če primerjate danes z obdobjem pred operacijo? Skupaj lepo zdrav. Prej sem izjavil, da sem se počutil kot nov in dejansko sem se počutil kot nov. Glede na to, da sem se zbudil iz narkoze, potem v intenzivni sobi, sem imel občutek, kot da je cel svet moj, kar naenkrat se mi ni tresla ne leva, ne desna stran, potem sem glas dobil nazaj, skratka, bil sem zelo dober. Seveda, niso pa vse reči bile idealne. Spanje se še ni povrnilo. To pomeni, stanje je malo boljše, ampak ni pa še v redu to spanje. Vonj je izginil zavedno, očitno se ne bo vrnil, kajti nikoli nisem zavohal kakšne reči. Malo boljši je glas, kot je bil. Znojenje se je nekako umirilo, enako slinjenje. Kakšne depresije več ni, to je šlo. Skratka, res je, počutim se kot nov. Seveda so se pa kasneje naredili tudi zapleti, prišlo do bakterije in skratka, sam priključitev ni bila čez 2 do 3 tedne, ampak je bila čez pol leta. Tako da junija letos sem bil priključen na nevrostimulator in stanje
je dokaj primerno, oziroma jaz sem zelo zadovoljen. Ste zadovoljni? Lepo. Torej, je ta poseg gotovo za določen del bolnikov spodbudno upanje. Profesor dr. Trošt, koliko takih operacij izvedemo v Sloveniji, kolikšna je čakalna doba? Ta poseg je eno od upanj, k sreči imamo več takih upanj, poleg zdravljenja z globoko možgansko stimulacijo tudi dva načina zdravljenja s črpalkami, z infuzijo gela levodope v tanko črevo in z podkožno infuzijo apomorfina. Moram reči, da smo zelo ponosni, vsi sodelavci našega tima, da smo eden od centrov in njih prav veliko v svetu, ki lahko bolnikom nudimo vsa ta 3 zdravljenja, ki so prav enako učinkovita in se lahko z bolnikom in svojcem v pogovoru skupaj odločimo, kater način zdravljenja bi bil za bolnikov način življenja, predstave o prihodnosti najbolj primeren. Seveda se pa nažalost tudi kot nasplošno v slovenskem zdravstvenem sistemu srečujemo z čakalnimi dobami. Posebej pereča je čakalna doba na poseg globoke možganske stimulacije. Pri uvedbah drugih 2 načinov zdravljenja k sreči nimamo tako dolgih čakalnih dob in tudi vemo, kaj je ozko grlo. Ozko grlo je dostop do operacijske dvorane, kajti v UKC Ljubljana močno primanjkuje operacijskih prostorov in nevrokirurgi nam trenutno lahko nudijo 2 operaciji na mesec. Potrebovali bi jih vsaj 2-krat več. Ko me vprašate o čakalni dobi, težko rečem eno številko, kajti po strokovnih kriterijih bolnike nekako po možnosti razvrščamo, tisti, ki so bolj prizadeti, pridejo na operacijo prej, ampak to pa pomeni, da nekateri drugi, ki bi jim operacija ravno tako izboljšala kakovost življenja, trajajo več kot 2 leti. Skratka, veliko se pogovarjamo na temo, trudimo se znotraj hiše in upamo, da nam bo kdo prisluhnil tudi tej našemu pogovoru, ki ima škarje in platno v roki, da bi nam pomagal to zožitev nekako premostiti. No, kot ste poudarili že vsi, je celostna in multidisciplinarna obravnava bolnikov za obvladovanje Parkinsonove bolezni res izrednega pomena. Pa si pogledamo video prikaz dela Centra za ekstrapiramidne bolezni, kjer si bomo lahko bolje predstavljali, kaj ta obravnava pomeni. Dober dan vsem skupaj. Danes se bomo pogovarjali o 2 pacientih. Oba imata napredovalo Parkinsonovo bolezen in oba sta na kontinuiranem zdravljenju Parkinsonove bolezni. Pa prosim dr. Zupančičevo, da predstavi prvega. Gospoda, ki je sedaj star 75 let, poznamo mi na naši kliniki že kar nekaj let. Se pravi, star je 75 let, zbolel s Parkinsonovo boleznijo pred 13 leti. Ja, jaz bom predstavila gospoda, ki bo letos star 60 let. Gospoda spremljamo v naši ambulanti od leta 2015. Njegove težave so se pa pravzaprav začele že v njegovi starosti 45 let, se pravi zgodaj. Zdelo se nam je, da je terapija kontinuirana v smislu globoke možganske stimulacije verjetno zanj najbolj primerna in po tem posegu ga je potem v redno spremljanje sprejel kolega dr. Georgijev. Pri nas hospitalizirani bolniki so v bistvu deležni tiste celostne obravnave, kar pomeni, da vsak član v bistvu tima pa bolnika obravnava iz svoje v bistvu specialnosti. In pravzaprav tudi v preoperativni obravnavi je ta celostna obravnava zelo pomembna, zaradi tega, ker vsak član tima nam lahko pove o določenih zelo specifičnih težavah, ki jih drugi člani tima pravzaprav ne vidimo. Ja, moja vloga kot specializirane medicinske sestre pri obravnavi bolnika s Parkinsonovo boleznijo je tako zelo aktivna. Jaz se vključim v obravnavo takega bolnika že v začetni fazi in z gospodom in z gospo se poznamo že od vsega začetka. Tukaj je bistvena obravnava obeh, tako bolnika kot partnerja. Ker bolniki na začetku mogoče, ko imajo samo motorične, še ni tak problem. Ko pa se pridružijo druge težave, pa absolutno je zelo, zelo pomembna in koristna vloga partnerja. Pa je to lahko žena, ali pariato, ali hči, skratka nekdo iz družine.
fizioterapijo lahko bolniku na različne načine pomagamo. Seveda je to odvisno, v kakšni fazi se on trenutno nahaja in kakšne so njegove potrebe. Naprimer, če ima bolnik motnje ravnotežja, kar je sicer značilno za kasnejše faze bolezni, treniramo s posebnimi vajami ravnotežje. Veliko in pogosto je pa motnja hoje, tudi že v začetku bolezni, kjer pa treniramo pravilen vzorec hoje, da je bolnik hitrejši in da ima daljše korake. Ja, na kvaliteto življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih svojcev poleg motoričnih simptomov vplivajo tudi nemotorični simptomi, med njimi tako imenovane psihiatrične motnje oziroma psihološke motnje. Pomembna je pa tudi psihološka prilagoditev na bolezen, ki se začne že s sprejemanjem diagnoze in se potem nadaljuje s prilagajanjem na vse razne spremembe in omejitve, ki jih bolezen prinese. Zato bolnikom nudimo razne vrste psiholoških pomoči. Zdaj, psihoterapija je za bolnike s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji pa tudi drugod zelo težko dostopna. Mi si želimo, da bi lahko ponudili tudi zelo potrebno partnersko in družinsko terapijo, psihološko obravnavo motenj spanja, spolnih motenj. Potrebna bi bila pa tudi skupinska psihoterapija in predvsem skupinska terapija mlajših pacientov. Psihiater je vsakodnevno prisoten na oddelku. Jaz imam tudi ambulanto za kognitivne motnje in ambulanto za paciente z ekstrapiramidnimi motnjami. Pomagamo jim ob blažje izraženih simptomih z psihoterapevtskimi intervencijami. Če so pa simptomi izraziteje izraženi, pa pacientom praviloma predpišemo tudi zdravila. Bistvo delovne terapije pri Parkinsonovi bolezni je za vzdrževanje nivoja samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih. Lahko tudi z uporabo pripomočkov. Primer, pogosto Parkinsoniki uporabljajo pripomoček za obuvanje nogavic. Potem so pripomočki, recimo kakšen sedež v kopalnici, sedež za kopalno kad ali tuš kabino. Pomembni so ročaji, da gre, da varno izvajajo vsakodnevne aktivnosti. Oseba z Parkinsonovo boleznijo je pogosto vključena v logopedsko obravnavo ne glede na obliko zdravljenja, za katero se pacient oziroma oseba in nevrolog odločita. Pri osebi z Parkinsonovo boleznijo je ponavadi spremenjena kvaliteta govora, ki ne prizadene vsebine govora, izbora posameznih besed in stavkov, ampak prizadene artikulacijo oziroma motorično realizacijo jezika govora. Torej, težavi, ki je prisotna pri Parkinsonovi bolezni, strokovno rečemo dizartrija, in se pojavlja pri skoraj vseh osebah z Parkinsonovo boleznijo. Žal pa moramo povedati, da taka celostna obravnava, kot smo si jo zdaj ogledali, žal ni dostopna vsem bolnikom s Parkinsonovo boleznijo. Ali ne, docent dr. Georgijev, kako bi to lahko omogočili vsem? Ja, mi se trudimo na našem oddelku še posebej hospitaliziranim bolnikom v bistvu nuditi tole celostno obravnavo, tako kot smo rekli, se pravi več različnih profilov strokovnjakov, ne samo nevrologi, medicinske sestre, zdravstveniki, logopedi, fizioterapeuti, delovni terapeuti in tako naprej. Je nekaj v bistvu rehabilitacijske dejavnosti na Uri Soča, se pravi na največji rehabilitacijski ustanovi v Sloveniji, vendar to absolutno ni zadosti. In definitivno vsi bolniki z Parkinsonovo boleznijo, še manj pa vsi bolniki z motnjami gibanja v bistvu imajo enak dostop do tistih rehabilitacijskih storitev. Moje mnenje je tudi, da je temu tako zaradi tega, ker je še vedno prevlada mnenja pri nas, da pravzaprav bolniki z kroničnimi nevrodegenerativnimi boleznimi v bistvu ne potrebujejo rehabilitacije. Naše mnenje je pa, da tako bolniki s Parkinsonovo boleznijo kot vsi ostali bolniki z različnimi oblikami nevrodegenerativnimi boleznimi, ne vse zadnje, tudi bolniki z kognitivnim upadom so absolutno potrebni tele rehabilitacijske obravnave, tako kot bolniki po možganski kapi ali pa bolniki po poškodbah.
Kako to lahko izboljšamo verjetno na začetku za čim večjim ozaveščanjem o potrebi rehabilitacijskih teh bolnikov in seveda se pa priporočamo za pomoč z vseh koncev, zavarovalnica, Ministrstvo za zdravje, vse ostale relevantne inštitucije, ki lahko pomagajo k temu, da dejansko izboljšamo stanje, kar se tiče dolgotrajnega kroničnega zdravljenja teh bolnikov. Profesorica doktorica Trošt, kakšni so načrti za razvoj vašega centra in kaj bi to prineslo bolnikom? Ja, najprej bi rada poudarila, da ima naš center res dolgo tradicijo, kot je že pred mano Robi Rajner omenil. Center sta ustanovila in ga nekako postavila na noge profesor Zvezdan Pertošek in specializirana medicinska sestra gospa Lidija Ocepek. In v desetletjih se je center izgrajeval in razvijal ta multidisciplinaren pristop, ki si ga želimo nuditi širšemu krogu bolnikov. Kot ste že slišali od mojih predhodnikov, mi za zdaj v zasedi, kakršni smo, nudimo lahko našo obravnavo tistim, ki pridejo v bolnišnico. V Ljubljani? Ja, v Ljubljani in teh je zelo, zelo majhen delež. To so bolniki, bodisi ki jim uvajamo kontinuirana zdravljenja ali pa tisti, ki so sprejeti zaradi kakšnih zapletov, potrebi po dodatni diagnostiki in tako naprej. Skratka, absolutno bi bili te dejavnosti potrebni in upravičeni vsi bolniki s Parkinsonovo boleznijo. Tukaj bi rada poudarila, da bi bili člani tima zelo hvaležni, da bi zdravstvena politika opazila naše delo, kajti multidisciplinaren pristop je dokazano koristen za bolnike in kakovost bolnikov, njihovega življenja se izboljša za takim pristopom. Mi delamo ta multidisciplinarni pristop prostovoljno, mi se usedemo, tako kot ste videli na videoposnetku, ni tako, da nevrolog pošle bolnika k fizioterapeutu, pa k delovnemu terapeutu, pa k logopedini in vsak od njih obravnava bolnika posebej, ampak se mi enkrat tedensko usedemo za isto mizo in vsi govorimo o istem bolniku, kar omogoča, da vsi slišimo potrebe bolnika s strani logopeda, s strani socialne delavke, s strani kateregakoli člana tima, ki obravnava en segment bolnikov življenja, njegove bolezni in skupek vseh teh segmentov tvori bolnikovo življenje, njegovo kakovost. Zelo bi bili hvaležni, da bi nam zavarovalnica to nekako nas opazila, nas ovrednotila, kajti to bi bil verjetno prvi korak, da bi se lahko naše delo potem tudi razširilo na širši krog bolnikov. V kakšnem okviru vprašanja, ali znotraj klinike, znotraj društva, ki vsa ta leta se trudi mašiti luknje tam, kjer nam zmanjka energije, časa in moči. Seveda imamo pa številne tudi strokovne, bolj subspecialne cilje. Eden je omogočiti kontinuirano zdravljenje vsem bolnikom, ki jih potrebujejo v Sloveniji. Nedavna študija je pokazala, da v Sloveniji deležnih kontinuiranih zdravljenj samo tretjina od bolnikov, ki bi jim sicer to zdravljenje res pomagalo. Kje se skriva ta dve tretjini? Ali čakajo, ali niso prepoznani? To je en oreh, s katerim se srečujemo. Zelo se trudimo v obravnavo, tukaj ima terpetlika glavno vlogo, vključiti tudi druge člane družine, kajti če pride v družino slaba novica, ne prizadene samo enega, prizadene celo družino. Pa če tudi ne na nek viden način, tudi če ne za sami kliničnimi znaki, je pa strah tisti negotovost, kaj bo bolezen prinesla. Skušamo se bolj poglobljeno ukvarjati oziroma radi bi se z bolniki, ki imajo atipične oblike Parkinsonove bolezni. O teh danes nismo veliko govorili. To so bolezni, pri katerih bolezen poteka bistveno hitreje, prognoza je slabša, običajna zdravila ne pomagajo in spet, kar lahko pomaga, je timska obravnava. Skušamo se poglobljeno ukvarjati z bolniki s tako imenovanimi funkcionalnimi motnjami, ker imamo občutek, da se drugje v državi s temi bolniki poglobljeno ne ukvarjamo. Ne nazadnje moram poudariti, da se zavedamo odgovornosti, da se redno člani tima izobražujemo, da smo na tekočem in mislim, da smo lahko zadovoljni, kajti tistim bolnikom, ki pridejo do nas, lahko nudimo najboljšo oskrbo, ki je trenutno na voljo v Evropi in v svetu.
če dovolite, lahko bi rada povedala, da smo tudi učni center evropski za zdravljenje za črpalko levodope, da smo tudi že izobraževali kolege iz tujine na področju globoke možganske stimulacije. Skratka, veliko dela imamo od izobraževanja družinskih zdravnikov, tudi bolnikom trudimo se pomagati prek trepetlike za izobraževanje in tako naprej. In nazadnje si želimo tudi raziskovalno delati. Skratka, še ogromno načrtov za prihodnost. Gospa Likar, vsak od bolnikov, pa tudi vsi sogovorniki tukaj, je izpostavil izredno podporo društva Trepetlika. Društvo ima trenutno okrog 1200 članov. Kateri so tisti programi, s katerimi jih podpirate? No, najprej bi vse skupaj lepo pozdravila. Me veseli, mogoče bo ta konferenca kaj prinesla k večjemu osveščanju in vedenju o tej bolezni. Namreč to društvo deluje že 30 let, začetki so bili zelo skromni. Idejo je prinesel profesor Pirtovšek v Slovenijo, najprej so se sestajali v majhnih skupinah, namreč ta bolezen prinese veliko stigmo. Že ta zunanja sprememba bolnika, družina se ustraši, ne vejo niti, kaj bo z njimi, a bojo še lahko delali, ne bojo delali, večinoma jih odpustijo, ko se te težave postavijo. Tako da je uspeh, da je danes 1200 ljudi veliko prispevalo samo društvo, veliko pa tudi nevrologi, ki ob diagnozi že usmerjajo bolnika v društvo, zato ker se sami zavedajo, da mu vsega znanja v tistem kratkem času, ki jim je namenjen, in predvsem premajhno število nevrologov, ki jih imamo specializiranih za to bolezen v Sloveniji, pomeni, da so bolniki deloma preplašeni, deloma ne poznajo bolezen, tako da bi v društvu lahko veliko izvedeli novega, zato ker pripravljamo različne programe in sicer po skupinah, predvsem nove člane. To se pravi, ne glede na stopnjo bolezni, ker nekateri se zelo pozno vključijo, pošljemo na 4-dnevne tabore. V glavnem so vsi prisotni strokovnjaki, sodelujejo na teh taborih, kjer jih 4 dni izobražujemo o bolezni. Strokovni vodja tega tabora je do zdaj bila prav gospa Lidija Ocepek, medtem ko za ostale vse člane pa spet pripravljamo 3-dnevne take izobraževalne, pravzaprav dopolnilne, a ne, tisto, kar naj bi že prej izvedeli, ker imajo možnost vsi na tabor, pa potem pripravljamo zopet za celo Slovenijo. Sicer pa delujemo po enotah v večjih mestih, namreč podatkov, kje so oboleli, nimamo, tako da se pač tega poslužujemo, lahko pa, da je kakšno področje, ki bi imelo več bolnikov, pa tega ne vemo. To se pravi, to je že en manko, da pri nas ni tega seznama bolnikov in ne vemo, kje so in kje moramo usmeriti bolj pogosto naše delovanje. Vodje vseh teh enot so bolniki. Namreč bolniki najbolj dobro poznajo, kaj potrebujejo, tako da so dejavnosti, ki jih izvajamo po enotah, zelo različne, neodvisno od interesa samih udeležencev, pa tudi zmožnosti. Seveda, zmeri pa stremimo za tem, da se vseh teh naših aktivnosti udeležujejo strokovnjaki. To je prva pogoj. Res je, da se ljudje tudi sami srečujejo, izmenjujejo izkušnje, pomagajo si drug drugemu, ampak kljub temu stroka je tista, ki lahko tem osebam s Parkinsonovo boleznijo najbolj pomaga. In jaz sem zelo vesela, ker niti enkrat se nam še ni zgodilo, da bi kakšen strokovnjak odklonil sodelovanje z nami. Tako da mislim, da tukaj smo dobri, posebej moram pa poudariti, da imamo zdaj tudi skupino mladih. To so pa tisti, ki so oboleli nekje do 45. leta. No, mi smo to dobo majčkeno podaljšali, da smo vključili v to skupino tudi vse tiste, ki so še zaposleni. In moram reči, da zadnje srečanje, ki smo ga imeli pod vodstvom nevrologa in potem tudi
parkinsonskega brata, da so se zelo, zelo odprli. Odprli smo teme, ki jih drugače zamolčijo, so pa zelo, zelo pomembne za normalno življenje. Tako da, pa še to bi poudarila, letos smo hoteli praznovati 30-letnico, ker nimamo denarja, smo se odločili, da bomo nastopali sami, to se pravi, peli bi, plesali bi, recitirali bi, imeli vse razstavljene izdelke, namreč, ne vem, zaradi tega dopamina ali teh zdravil so te naši oboleli blazno aktivni, poln novih idej, slikarstvo in tako naprej, petje, oglavno ples, a ne? In moram poudariti tudi to, da so se naši dohtarji odločili, da nam bojo pripravili tudi en skeč, ki bi bil kar zelo zanimiv, pa na žalost je to odpadlo. Ne vem, a bomo to lahko uresničili, ker potlej bo že malo 35-letnica, pa bo že prepozno. Lepo bi pohvalila tudi ta aranžma, ki se zelo vklaplja v to srečanje. Hvala tistemu, ki je to idejo dal. Tako. Bi pa rada opozorila še na eno področje, o katerem bi radi nekaj povedali. To je področje, kjer ste pa rahlo razočarani nad našo državo in so tudi že strokovnjaki poudarili izreden pomen zagotavljanja obnovitvene rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Kako je s tem pri nas? Ja, lejte, mislim do 2015 smo redno pisali Zavodu za zdravstveno zavarovanje, prirejali različne konference, na katerih smo o tem govorili, na televiziji smo poudarjali to problematiko, sam odgovor je bil, niste v pravilniku ali pa ni bilo denarja. To skukor mislim je tista komisija takrat ocenila. No, potem smo pa zvedeli, da je s tem rehabilitacijo obnovitveno pa nekaj zakonsko ni urejeno. Ena novinarka iz RTV nam je sporočila, da tole je pa do spremembe prišlo, namreč Računsko sodišče je ugotovilo, da zakonske podlage za to rehabilitacijo pravzaprav ni. Smo se pa odločili za tisto ta pravo pot, to se pravi vlogo na Ministrstvo za zdravje oziroma za zdravstveni svet. Pripravili smo projekt, imamo srečo, da je med bolniki tudi en tak strokovnjak, seveda nam je mogel pomagati tudi nevrolog pri vsem tem, ker mi zelo težko pridemo do podatkov, a ne? In smo to vlogo oddali in zdaj ta vloga je na Ministrstvu za zdravje oziroma na zdravstvenem svetu, ima vsa pozitivna mnenja dveh razširjenih kolegijev in tudi pripravljen smer, kako bi ta rehabilitacija potekala. Zdaj, se veste, ministri se menja se zdravstveni svet in zdaj z novo vlado je nov zdravstveni svet, ki nam še ni uspel prav zaradi te korone odgovoriti, vendar pa se je istočasno pojavilo pa tudi predlog preko državnega sveta. Namreč mi lahko predlagamo spremembo zakona o zdravstvenem varstvu samo, če dobimo 5000 podpisov ali pa če naprimer državni svet ali vlada ali toliko in toliko poslancev ta predlog poda. Tako. In zdaj je šlo preko državnega sveta in ta vlogo je prav en invalid, Dane Kastelec, nekako podprl in jaz sem na državnem svetu so nas podprli, ampak že takrat je sekretarka vlade rekla, da čisto v celoti tega ne podpira. Jaz nisem razumela, da ne podpirajo rehabilitacijo za bolnike s Parkinsonovo boleznijo, ampak verjetno so sporni kakšni drugi, ki tudi do zdaj niso imeli. Tako da jaz ne bi vedela, zdaj bo šlo to v parlament in tam bo odbor za zdravstvo mogoče dal pozitivno mnenje, če bomo kaj povabljen, pa mogoče bo tudi ta konferenca pomagala, da nas bodo razumeli, da je to pač nujno potrebno. Zdaj se dogaja, da kakšni nevrologi, tudi družinski zdravniki, zraven poleg Parkinsonove navedajo še kaj drugega
in potem včasih kakšen bolnik dobi to rehabilitacijo. In zadnja bolnica, ki je to dobila, je tudi strokovnjakinja, nevrologinja ugotovila, da ji je to izredno pomagalo. Nevrologinja pa je navedla, da ima bolnica motnje ravnotežje. In to je bila tudi naša največja tema, seveda spet na predlog nevrologa, da je to tisto, na kar bi se dalo dobiti, prepričati odločevalce, da je cenejše rehabilitacija, to je nažalost spet denar, kot pa to, da se ljudje ob padanju polomijo, morajo iti v bolnico in jih potem zdravno. Jaz sicer držim pesti, da bo to uspelo, zato čeprav razumem vse to, tudi ostala rehabilitacija nima lihta prave zakonske podlage. To se pravi, mora imeti podlago v zakonu. Zdaj, čeprav tudi razumem to vlado, bi pa rada celovit zakon spremenila. Mi pa predlagamo spremembe že veljavnega zakona. Zdaj, a nam bo to uspel, pa ne bi vedela. Držimo pa pesti in dajmo se potruditi vsi skupaj, kjerkoli. Jaz se zelo lepo zahvaljujem vsem strokovnjakom za to, ker res z nami sodelujejo, ker nam res pomagajo in to bolniki izredno potrebujejo. Še to sem pozabila povedati. Pomagamo tudi svojcem, imamo tudi posebej skupino za svojce. Malo je včasih sporno, če jih ločimo od bolnikov, ker bolniki tega ne marajo, ker mislijo, da bojo družinski člani povedali nekaj, kar se ne sme povedati, pa mislim, da ni nič takega, da bi bilo lahko sporno. Dobro, hvala. Gospod Papež, vi pa ste se z državo na eni drugi fronti bodli. Povejte nam, kako ste vendarle dosegli priznanje prištete pokojninske dobe za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin? Slišali, večina bolnikov je okrog 60 let in starejših, zbolijo pa tudi mlajši. In pri mlajših so potem drugi problemi, predvsem kako priti do penzije, kako leta zbrati in tako naprej. V 138. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju številka 2 se opredeljuje prišteta doba na podlagi osebnih okoliščin. To je do sedaj bilo tako nekako nenapisano, da se začne šteti z dnem postavitve diagnoze. Sam pa sem imel problem, da sem bil pred 10 leti pri nevrologu, kjer mi je napisal pač izvid, kjer je po levi strani bilo neko mravljivčenje. In jaz sem šel na sodišče, ker prva in druga stopnja invalidske komisije mi vse to zavrnila, potem pa sem šel na socialno sodišče in tudi uspel. To pomeni, da je moja prišteta doba se začne šteti s prvim izvidom, ko so bili zabeleženi Parkinsonove bolezni, ustrezni simptomi oziroma znaki. Seveda, kasneje mora biti tudi potrjena ta diagnoza, tako da ni dvoma. Tudi ne sme biti nek drug možen vzrok za to. Skratka, vsem mlajšim bolnikom priporočam, da se začnejo čim prej boriti za to zadevo, kajti ko si še relativno zdrav, ti to gre. Potem pa se to zakomplicira, nimaš več volje in tako naprej. Ta sodba je neka pač prva sodba te vrste, tako da se lahko bodoči pritožniki tudi naslanjajo na to sodbo. Tako da ste vi utrli pot, ne v bistvu. Tako da jaz upam, da se bo čedalje več mlajših bolnikov za to odločilo, kajti če bo masa, se bo to moglo spremeniti. Seveda, vsak se mora sam za to odločiti, je neka sitnost, neki živci, neki denari, ki jih potem dobiš nazaj, če dobiš borbo. Bi se pa tukaj zahvalil tudi vsem zdravnikom, ki so me podpirali pri tej odločitvi, tako da nisem sam ostal, da smo skupaj nekako reševali zadevo. Hvala. Gospa Fortuna, kaj pa vi pogrešate pri obravnavi? Kaj bi vam bilo najbolj v pomoč pri podpori vašemu možu? Prav ta obnovitvena rehabilitacija bi bila zelo dobrodošla in pa obravnava na Soči, bolj pogosta predvsem, ker zdaj so že dveletni čakalni zamiki.
To bi pravzaprav najbolj potrebovala in pa zelo bi bila vesela, če bi obstajal nek center za, oziroma en servis za pomoč, tako kot je pomoč na domu, tudi recimo pomoč za varovanje, da bi lahko najeli nekoga, ki bi prišel recimo za nekaj ur, da bi si lahko skrbniki oddahnili oziroma šli po opravkih, brez da otežujemo vso širšo družino. To potem pa zelo bi pohvalila predvsem to, kaj je najbolje, kar se je nama zgodilo v tej bolezni, in sicer je to prvič trepetlika in te tabori, to je nekaj nepogrešljivega in fantastičnega, ne vem, če imajo še kakšne druge branže, kaj takega. To in pa seveda to, da smo obravnavana na nevrološki kliniki pri teh strokovnjakih. Hvala. Gospod Papež, kaj vi svetujete novo diagnosticiranim bolnikom? Ali ne v svoji bolezni povedo v nekem krogu, kjer živijo, recimo v službi, družini? Kaj je najbolje? No, jaz lahko opišem svoje početje. Skupaj z ženo sva šla na tisti pregled, ko se mi je začelo trest roka, in obedva sva zvedla, kdaj naprej diagnoza, tako da ni bilo kaj skrivati. In sicer je tudi zelo pomembno, da se to čim prej da na svetlo, kajti vsako zamolčanje ne bo nič kaj dobrega prineslo. Nastane potem problem v manjših krajih, pa tudi v celotni Sloveniji, da začnejo že vsi čivkati o tvoji bolezni, ti je pa še nisi povedal, tako da je zelo nerodna zadeva. Kar se pa tiče delovnega okolja, je pa lahko zelo specifično, kajti nekateri nadrejeni to razumejo, nekateri začnejo še večji pritisk ganjati nad bolniki. Skratka, problem je nepoznavanje bolezni. Osebno sem si mislil tako, da mogo iti vsak nadrejen, ki ima takšnega človeka pod sabo na nek 15-20 minutni tečaj, da mu razložijo, kaj sploh to je. Kajti ratujejo zelo čudne situacije včasih, tako da ni nobenemu podobno vse skupaj. Glede ostalega pa, kot sem že rekel, trepetlika, to je na prvem mestu, kajti nekje se moraš soočiti z realnostjo. Tudi jaz sem se na podlagi pacientov, ki smo se srečali na trepetliki, odločil za to operacijo. Ko sem videl, da so vsi rekli, da je boljše, potem bo pa tudi pri meni boljše, se ne more biti slabše. Tako da to bi bilo to. Profesor dr. Trošt, za zaključek še eno aktualno vprašanje. Ali že vemo, kako na bolnike s Parkinsonovo boleznijo vpliva COVID-19? Vemo, da je zaradi epidemije COVID-19 veliko kolateralne škode pri bolnikih, ker smo bili kot ustanova nekaj časa precej zaprti in bolniki niso mogli k nam hoditi na redne kontrole. To je že prva stvar, ki jo občutimo oziroma jo bolniki občutijo. Seveda smo se zelo trudili te klinične preglede nadomestiti z telefonskimi pogovori. Mislim, da smo vse bolnike takrat ali plus minus nekaj dni, ki so bili povabljeni nekam na redno kontrolo, poklicali po telefonu, in tiste, za katere smo v pogovoru ocenili, da res potrebujejo nujno naš pregled, smo ga pol tudi kljub epidemiji z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov izvedli. Ampak kljub temu večina bolnikov je spustila en kontrolni pregled in posledice tega bomo opazili šele verjetno pri naslednjem pregledu. Ampak to velja, verjamem, za vse kronične bolnike, ne samo za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Kolateralna škoda je velika in se bo šele s časom pokazala. Po drugi strani nam pa epidemija COVID-a ponuja strokovnjakom in raziskovalcem možnost raziskovanja samega poteka Parkinsonove bolezni, tudi vzroka zanjo, kajti obstajajo teorije od nekdaj, da je vzrok za Parkinsonovo boleznjo neka okužba.
Spominjamo se lahko tudi epidemije pred 100 leti španske gripe, po kateri so nekateri preboleli, čez desetletja razvili eno hudo obliko parkinsonizma. Vemo, da je star koronavirus lahko vstopa v osrednje živčevje, potekajo raziskave, če lahko tudi novi koronavirus vstopa v osrednje živčevje in tam povzroča kakšno škodo, morda celo sproži razvoj katere od nevrodegenerativnih bolezni, med katere sodi tudi Parkinsonova bolezen. Ena od možnih vstopov je nosna sluznica, nos vohalni živec, ki je prizadet pri Parkinsonovi bolezni. In rada bi povedala tudi, da naši kliniki pod vodstvom docentke Maje Kojovič poteka raziskava o tem, kakšno vlogo ima ta izguba voha pri obolelih s COVID-19 z novim koronavirusom in na dolgi rok bomo te bolnike spremljali in ugotavljali, če so morda kaj bolj nagnjeni kakšnim poznim posledicam. Kratka, tudi ta epidemija lahko prinese nekaj dobrega v poznavanje bolezni in v končni fazi spopad z njo. Hvala. Tako, mislim, da smo bili zelo izčrpni. Mogoče vseeno kakšno vprašanje iz novinarske publike, medtem pa še kolegica preverila, če smo kakšno vprašanje dobili po mailu. Prosim, da kar mogoče dvignete roko, pa... Tako, imamo vprašanje. Po mailu je prišlo vprašanje, kako je s predpisovanjem antidementivov pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, torej ali obstaja kakšen protokol in kdo jih predpisuje. Sprašuje pa Nataša Medvešček iz medija Medover.net. Bom kar jaz odgovorila. Antidementivi. Demenca se lahko pri bolniku s Parkinsonovo boleznijo nekako študije tudi kaže in tudi mi opazujemo pri bolnikih. Praktično 80% bolnikov s Parkinsonovo boleznijo ima ene vrste kognitivni upad. Kognitivni upad, to bom rekla, je lahko že predstopnja demence, kajti o demenci govorimo takrat, kadar so te kognitivne motnje take, ki že vplivajo na bolnikovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju, da potrebujejo pomoč. Tako da študije kažejo in tudi stroka, da antidementiv pri bolniku s Parkinsonovo boleznijo, ki ima že kognitivne motnje in še ni vstopil v tisto klasično demenco, ki je že odvisen od pomoči, je smiselno in potrebno uvesti čim prej. In znanilci te demence so lahko že kakšni drugi simptomi, naprimer prividi, motnje spanja in testiranja, ki ga opravimo, tudi nevrologi pri bolniku, se lahko že v tej začetni stopni kognitivnega upada je smiselno antidementiv uvesti. Antidementiv ga predpiše običajno nevrolog v tem primeru. To je to. Še kakšno vprašanje? Potem pa se vsem skupaj lepo zahvaljujem za sodelovanje, ki je zagotovo pomembna podpora pri tem dostopu do celovite obravnave. Lahko v Sloveniji izboljšali za obravnavo bolnikov, to ste pozabila, ja? Nisem, ampak mislim, da smo kar vsi skupaj že kar dosti nakazali. Če bi pa kdo še želel kaj dodati, pa prosim. Zdajle tale COVID ali pa korona ali kaj je, že vem kaj je mislim, tudi v Evropi, pa ne samo v Sloveniji, preusmeril tole zanimanje predvsem za zdravje, v zdravstvo. Mi smo to zadevo tako v Sloveniji 30 let imeli na stran, tako tudi v Evropi so bili druga vprašanja v prednosti. Jaz upam, da se bo to vse skupaj zdaj preusmerilo prav v ta problem, ker smo ga mogli vsi skupaj reševati. Rada bi pa tudi poudarila, da je Parkinsonova bolezen v našem sistemu malo zapostavljena. Mi nismo obravnavani tako, kot naprimer rakovi bolezen, potem srčna obolenja, mogoče diabetes. Mi samo želimo, da dobimo približno enako pozornost, enak možnost zdravljenja, predvsem večje število nevrologov specializiranih za to,
bolezen, to se pravi celostno obravnavo za večino bolnikov, zdravila pa na srečo res imamo. Mi smo ena redkih, mogoče ne tako redkih, ampak res vsa zdravila so na razpolago, vsa načina zdravljenja, ne pa takoj in takrat, ko jih bolnik potrebuje. Dobro. Ja? Še kdo? Jaz bi se rada, imam na koncu še nekaj, ne morem se zadržati. Zdi se mi, da je pomankanje neurorehabilitacije v zdraviliščih, v Soči, kjerkoli, za bolnike s Parkinsonovo boleznijo diskriminatorno napram drugim bolnikom. A veste, bolnik za diagnozo multiple skleroze, za bolnik po možganski kapi direktno gre lahko v zdravilišče, bolnik s Parkinsonovo boleznijo, ki je v poznih fazah lahko bistveno bolj invalidiziran, družina je močno bolj prizadeta kot pri nekomu z drugimi nevrološkimi boleznimi, pa ne more. Kako ne jaz bolniku, ki prije s Parkinsonovo boleznjo ambulanto reče, prosim, tako težko hodim, vse me boli, a bi mi mogoče kakšno zdravilišče koristilo. Jaz mu rečem, zelo bi vam koristilo, ampak zavarovalnica vam tega ne bo odobrila in potem me gleda žalostno in jaz ga gledam žalostno in mislim, da reševanje tega problema s tem, da bomo našli neke niše, motna ravnotežja, to ono tretjo, preprosto je nedostojno. Bolnik s Parkinsonovo boleznijo od začetka bolezni potrebuje neurorehabilitacije, imamo študije za to in res ne vem, kdo v tej državi drži tisto pipso zaprto. Mislim, to ni pravno. Tako da, če me kdo sliši, lepo prosim, naj pomaga. Hvala. Samo še eno stvar dodal. Mi se v terciarnem centru v bistvu ukvarjamo z raziskavami. En velik problem je v bistvu to, da financiranje raziskovalnega dela je zelo v bistvu omejeno pri nas. Vsi slonimo na Agencijo za raziskovanje Republike Slovenije. Dostop do tistih sredstev je precej omejeno, tako da to je en tak velik problem. Vemo pa, da v bistvu vsi napredki slonijo dejansko na tele raziskave. Vsak od nas, v bistvu, ki delamo v Centru za ekstrapiramidne motnje, se zelo trudimo, da se poleg kliničnega dela ukvarjamo z raziskovalnim delom. Veliko tega dela v bistvu pravimo v prostem času in je to v bistvu klic za pomoč tudi na tem področju. Se pravi raziskovalno delo in pa seveda klic za, tako kot do sedaj, za vse bolniki, ki jih videvamo, še naprej pridno vključujejo v naše raziskave. Hvala. No, še veliko načrtov za prihodnost imamo, ne? Hvala vsem. Hvala tudi vam. Smo zaključili. A vas lahko prosim, da še trenutek sedite, pa bomo prosili našega fotografa, če bi 4 nevrologe naredil eno skupinsko fotografijo, dokler še sedimo.